Lepo pozdravljeni vsi skupaj, nadaljujemo s naukom o glasbi 4, kjer bomo danes obravnavali piko, ritmično posebnost, ter govorili bomo o dinamiki, o glasnosti igranju. Pa začnimo in okolikor si niste pogledali videa o trioli in o tempu, hitrosti, si pogledajte nauk o glasbi 3. Danes upam, da bo video malo krajše narave, saj imam težavo z govorom oziroma težko govorim, se bom pa potrudila. Tako, kaj je to pika? Pika je ritmična posebnost, to bom zapisala. Torej, tlele bom na pika. Se prehitevam danes, torej pevno bom znala pika. Je. Pika je. Ritmična posebnost, najprej bom zapisala. Ritmična posebnost, katera podaljša noto za polovico njene notne vrednosti. Pika je ritmična posebnost, katera podaljša noto za polovico njene notne vrednosti. Kaj to pomeni? Točno tako, o čemer govori, če imamo notno vrednost četrtinko, za katero vemo, da ima dolžino 2 osmink. Torej, četrtinka je sestavljena iz 2 osmink. Jih bom narisala posebej. Tako. Zdaj pa, če jaz naredim četrtinko s piko, bo ta pika seštela zraven te četrtinke še eno osminko, kajti osminka je polovica, ne vem, kaj se danes dogaja, polovica njene notne vrednosti. Če sem čisto iskrena, zdaj že snemam četrtič. Prvič je crknil marker, drugič je crknil kuli, tretjič sem ščičkala cel papir, tako da v četrto gre rado. Evo, tako, vse bo uspelo. Skratka, polovica četrtinke je osminka. Torej, pika bo zdaj to četrtinko podaljšala. Kaj to pomeni? Da bo zdaj njena vrednost, njen ton daljši še za polovico. Torej, še za eno osminko. Torej, ona je zdaj, ni dolga samo ta, ampak bo ta za 3 osminke. Za 3 osminke. Kar pomeni, da bo tukaj nekaj manjkalo. Torej, ta in naprej. In spet. Ta. Torej, 3, to je ta. Jaz sem naredila, polovinko s piko. Četrtinka s pika bo tako, ne vem, kaj je to, mogoče nekaj v zraku danes, zdaj že četrtič snemam, pa glasu mi zmanjkuje, ampak jaz se ne dam, jaz bom to vam danes razložila. Namen teh videov je, da obnovite, ponovite, osvežite, se naučite. Če imate kakršnokoli vprašanje, napišite komentar, raziščite, vprašajte, ne vem, umetno inteligenco. Te videi so izključno
ljubiteljske narave, delam jih zato, ker rada to predajam, rada učim in rada imam teorijo glasbe, tako da. Evo, takole, tako da, če je to moja četrtinka, bo ta, to je bila zdaj vrednost, dolžina četrtinke s piko. Če pa naredim lahko tudi četrtinsko pavzo s piko, kar pomeni, da bom toliko časa tiho. Torej, če imam 3, 4, bo no, zdaj sem šla še z 32, ampak okej. Pa vse sem spikala. Isto se bo zgodilo, oziroma prav tako se bo zgodilo z osminko s piko, ki je vredna koliko? 2 šestnajstinki, kar pomeni, da bo osminka s piko vredna 3 šestnajstinke. To je potem ta, brez zadnjega kaja. Ta. Torej, taka osminka s piko, ta. Toliko časa je dolga, torej ta. Zdaj sem šla zelo počasi. Če pa gremo, da je to četrtinka, 1, 2, 3, 4. 3 šestinke. Ta. To je osminka s piko. Ta. Ker moram izgovoriti ta. 3 šestnajstinke. 3 osminke. Če naredim celinko s piko, bo to vrednost 3 polovink. Vedno bo na 3. In zakaj je to dobro? Pika se uporablja, recimo, zelo rada se uporablja pri kakšnih takšnih, jaz sem ji v bobnarskem žargonu vedno nekaj takih naseckanih, nasekljanih ritmih. Ko želimo, recimo, da se v glavnem, da je udarec, ki pride na lahko dobo. Ne na težko, ampak pride to, kar rabimo za pet, na lahko dobo nazaj. Lahko in težko dobo smo obravnavali v prvem videu, če ste slučajno pozabili. Torej, prva in tretja sta težki dobi, druga in četrta v 4/4 taktovskem načinu. Zdaj govorim, ali kjerkoli drugem. Načeloma so druga in četrta lahki, prva in tretja težki. Torej, ta, lahka, ta, lahka, ta, lahka. Se tudi, ko hodimo, načeloma naš korak gre desna, leva, pa leva, desna. In je ta prvi vedno tako malo težji in ta drugi je lažji. Načeloma pa ne bi smelo biti tako, a ne? Saj vsi vemo. V glavnem, lahko si to lepo slikate, nisem jih najlepše napisala. Zdaj pa naredimo en primer. En enostavnejši primer z piko. In sicer bomo imeli 4/4 taktovski način. Notri bomo imeli, bom dala malo šestnajstink. Torej imam 1, 2, 3 in tlele bom dala 4. Napišemo, glejmo. Tukaj imam 4 šestnajstinke, kar je enako 2 osminki ali 1/4. Torej, prvo četrtinko že imam v mojem taktu. Potem potrebujem drugo četrtinko, ki jo imam že tukaj.
To je moja druga četrtinka. Tretja, poglejte, imam pa piko, ki je v bistvu osminka plus osminska pavza. Glejte, in imam tukaj notri skrito mojo tretjo četrtinko. In tukaj imam 2/16, kar je enako osminka. In osminsko pavzo pa jo povežem in je to enako četrtinka. Ena taka preprosta matematika, gre se sem za to, kako dobro si znamo to predstavljati. Iz česa je sestavljeno kaj? Zdaj pa to izvajamo. Imamo, da bom celega bloka popikala. Imamo prva, druga, tretja, četrta, ta. Še enkrat. Tretja, četrta, ta. In jo podaljšamo tale za eno celo osminko. Ta, oziroma taka. Meni je osebno lažje z rakovicami, zato da se jasno ve, kje smo. Recimo ra, pa jaz govorim rako. Torej, narobe, obratno. Rakovica, rak, rako. Še enkrat. 3, 4. Ta, taka. Taka. Pa če gremo hitreje. Prva, druga, tretja, četrta. Ta. Taka. Taka. Tale malo zanimivo, a ne? Ker sem naredila najprej to, kar je nam na težko, torej prva in tretja, sem naredila za nalašč, torej nalašč pavzi. Ker v ritmu se lahko potem toliko poigravamo, zakaj bi moral biti vedno na prvo udarec? Ni nujno. Naredimo malo zanimivejše. Skratka, ritmična posebnost, pika je ritmična posebnost, ki podaljša noto za polovico njene notne vrednosti. Upam, da je bilo to razumljivo. Poskusite se igrati s tem. Lahko bi naredili tukaj, namesto tega, bi lahko naredili osminko s piko, kar je vredno 1, 2, 3 šestnajstinke in na koncu šestnajstinsko pavzo. A ne? Zatega, ker tale je vredna 1 šestnajstinko, plus ta sta zdaj 2, se bosta povezali in te dve sta skupaj in skupaj imamo 2 osminki oziroma 1 četrtinko. Zelo je pomembno, da na koncu pride tole, 4 četrtine, ali pa če bi tukaj imela 2 četrtine, da pridejo vrednosti 2 četrtine. Ok, to je, kar se tiče pike. Bom se odmaknila, upam, da se vidi. Zdaj pa, kaj je to dinamika? Dinamika. Zadnjič smo govorili o tempu. Tempo je hitrost igranja in smo uporabili tudi različne izraze za tempo. Danes bomo pa govorili še o dinamiki. Dinamika, torej, da je nekdo dinamičen, pomeni, da je zelo v gibanju. Dinamika je tisto, kar v glasbi vnaša gibanje.
In zelo velikokrat, kar sem poučevala v 10 letih bobne, so moji tolkalisti oziroma moji tolkalci in tolkalistke mislili, da če je nekaj hitreje, je tudi glasneje. Napaka. Hitrost nima veze z dinamiko. Lahko pa, ko smo se zadnjič pogovarjali, pri tempu so določeni karakteri, lahko pa karakterju, nekemu tempu, pripišemo neko dinamiko. Če je nekaj živahneje, ne more biti ravno potiho. Ne gre. Ne moreš biti živahen. Tako nekako, ne? Lahko bi tudi nekako tako naredili, v bistvu, ne? Ampak dinamika je glasnost oziroma z drugo besedo jakost igranja. Jakost igranja. In poznamo, recimo, najbolj potiho, kar je pianissimo in gre v NP, kar pomeni piano. Piano pomeni potiho, piano. Potem gremo v mezzo piano. Mezzo je italijanski oziroma tudi latinski izraz, kar pomeni srednje. Srednje potiho. Srednje potiho. Srednje potiho. In potem gremo lahko recimo tudi v mezzo forte, srednje na glas. Forte pomeni na glas. Oziroma glasno, pardon. Te ima forte, kar je samo glasno. In forte, fortissimo. Forte, fortissimo, dva sejasta, ne vidi se. Forte, fortissimo. Seveda imamo tudi 3 p-je lahko, da gre pianissimo. Ali forte, fortissimo. Zdaj sem pa tudi jaz nisem več sigurna. V glavnem vem, da pianissimo vem, da obstaja. Če dolgo ne uporabiš, tudi sama pozabiš. Ampak tako. To so generalni izrazi. Ker kaj lahko v glasbi, v dinamiki, v glasnosti sploh naredimo? Lahko gremo bolj na gas, lahko gremo pa tiše. To je pa tudi vse. Torej, to je to gibanje. Okay? Zdaj pa, če gre to gibanje hitreje ali počasneje, je pa odvisno od tempa. Imamo pa še 1-2 izraza, ki jih ne smemo pozabiti, in sicer, to smo tudi zadnjič imeli neko podobno zadevo, torej, ko imamo pospeševanje, rečemo accelerando, ko imamo upočasnjevanje, rečemo ritardando, ko imamo postopoma, da narašča glasnost, imamo crescendo oziroma crescendo. Crescendo. Zdaj sem zelo grdo napisala. Crescendo. Ko pa gre v ta znak, tako, torej, kaj pomeni pada, ne? Gre pa v decrescendo oziroma lahko gre tudi v diminuendo, kar pomeni pojemajoče. Jaz lahko štartam tukaj, začnem z P, tukaj imam F in tukaj P, kar pomeni začnem potiho govoriti in govori na glas in gremo in tako nazaj. To je pa glasnost igranja. Seveda obstaja tudi več izrazov. To so te osnovni izrazi, ki jih potrebujete za osnovno razumevanje nauka o glasbi, teorije glasbe.
Upam, da vam je bila današnja epizoda všeč. Naslednjič bomo nadaljevali s tretjo ritmično posebnostjo sinkopo. Se že veselim in če imate kakršnokoli vprašanje, mi napišite v komentar. Hvala vam za oglede in bodite fajn. Adijo!